kako se lahko podjetja obrnejo na SID banko s projekti, ki so bolj ekološko usmerjeni? Tudi ekologija je vedno bolj pomembna zadeva in sestavni del trajnostnega razvoja. Kot veste, SID banka ima poslanstvo, da dela finančne produkte za trajnostni razvoj slovenskega gospodarstva in glavna komponenta poleg ekonomske in socialne je seveda okoljska. V skladu s tem smo že v letošnjem letu oziroma že v preteklih letih, ampak v letošnjem letu pa konkretno pristopili še k specifičnim produktom, kako to pospešiti. En takih produkt je tudi zelena obveznica. Z namenom, da bi pospešili investiranje v sončne elektrarne oziroma trajnostno obliko energije, smo pripravili skupaj z GEN-I-jem posebno obliko obveznice, ki je v bistvu v osnovi podobna drugim oblikam obveznic, vendar ima namen investicije v zeleno tehnologijo pa zelene okoljske projekte in ima nekatere specifike, ki omogočajo podjetju, da na lažji način potem pride do teh sredstev oziroma da so sredstva ugodnejša. Namreč investitorji v te obveznice so navadno drugi in SID banka tudi kot investitor ponuja tu nekatere boljše možnosti, kot so primeri drugih obveznic. Na ta način skušamo v konkretnem primeru pospešiti energijo, torej trajnostno energijo in pa seveda možnosti, ki so tu dane v slovenskem prostoru. To pa ni edina možnost. Nas zanima tudi, bom rekel, učinkovita raba energije, ne samo v kontekstu tega, kar se tiče proizvodnje energije, ampak tudi glede obnov stavb in pa zlasti tistih stavb, ki so v javni lasti. Zato SID banka tudi načrtuje določene projekte, ki bi obnovili energetsko učinkovitost stavb, torej javnih in privatnih, in s tem seveda na drugi strani znižali energijo in omogočili večje učinke in pa seveda prihranke. Pri tem seveda sledimo temu, kar so v tujini že naredili, to je v tako imenovanih ESCO projektih. So tu nekatere težave, vendar osebno mislim, da bi bilo treba te težave bistveno hitreje odpravljati, kot jih delamo, namreč da bi prišlo do horizontalnega projekta za recimo energetsko obnovo javnih stavb in ne samo do vertikalnih projektov, kjer so recimo mesto Ljubljana ali pa nekateri konkretni primeri stavb ali pa konkretnih primeri drugih javnih stavb, s katerimi nekateri skušajo energetsko učinkovitost povečati. To je premalo, Slovenija potrebuje bistveno širši nivo, da se bi pridružila evropskim državam, ki so tu naredili že mnogo večje korake.